Živ! Evo ga, to je to. Za Unijar Majno. In ko se srečava, nakladam bla bla bla, kot bi metala me pomlad. Kolikor ti moram reč, da me mika, kolikor ti moram reč, da si mi všeč, kolikor ti moram isto povedat, kolikor ponavljat isto ti reč, kolikor ti moram reč, da si lepa, kolikor naj to v življenju ponovim. Če hočeš padu, bom na kolena, vse bom naredil, da te dobim. Ja, živ! Spet smo v Majna, Unijar, estonska zadeva. Danes še malo predstavljamo, bolj na suh, hlodov ni dep nakvadal, pa tudi ne smemo jo preveč upacati, no, kak gre še na sajem, da jo te kaj še v živo pogledali, pa kaj vprašali poj. Zastopajo Euroglobe Trade, ta je 17 tonka, 17 ton skupne teže, 8,75 m se stegne, je doseg. Dvakrat se ven potegne tisle teleskop, to mo še dokaj prišlo, poj, ko mo stehval. Najbolj so zanimive, na prvi pogled, tile ručice. To so forwarder ručice, to je močno narejen kot pes, da to ne utrga. Je pa fiksna zadeva in tudi za po cest imaš poj varianto, da jih poširaš ali pa poožaš, odvisen kva divaš, kva vozaš, za kakšen vajiv je pa to. Tole ven stegneš, če oba dva konca narazen potegneš tele ručice, pride širina 2,90 m. Zdajle so pa skupaj, je pa širina prikolice, to se pravi kolotek, pa v bistvu tudi ručice 2,34 m. To se pravi tudi prikolica sama po sebi oska, glede na koliko pele pa koliko je tunaža. Pridejo pa tlele tudi podaljški gor. Tisle se ven potegne okoli zasuče, pade not, tako da imaš prikolico višji, za kakšen vajevje, za kakšno biomaso goniti, da to peleš celo Marijo. Kolikor ti moram reč, da me mika, kolikor ti moram reč, da si mi všeč, kolikor ti moram isto povedat. No evo, daj pa prikolica do konca razširjena, povišena s telem podaljškem. Evo ga, to je pa res moj že kubatura, da peleš. Takole zgleda do zadaj, takole je pa iznoter, se tudi vidi širino, koliko to že pele poj. Zdaj smo že kar malo zašli, pa imamo sploh pogledati, kakšne prikolice Unijar sploh ponuja, pa kako so tele oznake pa to narejene. 2, 4, 2, R, 2 VD. Pa imamo zapora sta zadnjega konca. 2 VD pomeni, da ima prikolica pogon na dve osi. Pri teli prikolici so jih dali na ta zadnje. Black Bruin, tamle noter hidromotor to pogana, da ima prikolica lasten pogon, spredaj pa ni, se pa prosto teče. Tale R pomeni, da je prikolica majhen podaljšana, prav tale izvedba pride 4,70 m do tegale podaljška, do podaljška, da je že stegnena, in taka, kakor je zdajle, pa pride tam 5,45 m je komplet dolžina, to se pravi nakladalna površina. Pa imamo pa še tole, ta prva številka pomeni šasijo, koliko je močna šasija. Imaš enko, dvojko, trojko. In če bolj tako na hitro pojasnim, kaj te številke pomenijo, to je, koliko je močna šasija, in načeloma naj bi enka pomenila za traktor do 100 konov, dvojka naj bi pomenila za traktor do 150 konov, trojka so pa najmočnej, naj bi pa pomenil traktor do 250 konov. Pa imamo pa še tele dve številke, 42, pa jih imaš tudi več, 46 pa to. To je pa poj model prikolice, pač razlikuje se po nosilnosti oziroma po skupni teži, pa gume so ponavadi še poj različne, a ne. Prav tale, kot sem rekel, 17 tonka, so pa poj prikolice od 13 ton pa do 20 ton 500 skupne mase. Tudi če pogledamo šasijo, to je z celega narejen močno. Gume so pa gor 550, 45, 22 pa podsolske. Tlele ima tudi feltna pojačan rob, tila čepke ima. Pa če gremo pogledati, tala podvozje, vago, bugi sistem je to. Tle največ zanimivost to, da je v bistvu od tele sredine, tle je aksa vpeta, podvozje, da je do ta prvega dela več razdalja, kot pa do ta zadnjega. To se pravi, od tlele pa do semle je dal, kot pa od tle pa do sem. 5 cm je razlike, to je pa lik zato, da malo razbremeniš ta prvi konc. Če greš ti čez kakšen štor pa tako varianto, da prikolica oziroma tale podvozje lažje prdzigne kolo, je bolj razbremenjen. Vse smo pa probali še malo čez kakšen štor zapeljati, da pa to pogledamo, kako to diva. Brenze ima ta prikola na vse 4 zračne, varianta imaš več tudi hidravlične. Tle je tisti podaljšek, ki se not zapele, sta tudi tam samo 2 bolcna. Tako da tega lahko zasučeš, pa zadevo not porinaš. Luči se tudi pospravijo,
Tlela ima že prštiman za tablico, če kdaj to treba registrirati, pa potujim se tudi da registrirati. Zato, ker je prikolica že v osnovi tako narejena po predpisih, da se jo da registrirati. Ni nobenih težav. Evo, če še luči pospravimo, kako to zgleda. Takole daš, pa se pa not zapele. Evo, da jo pa ne moraš zbiti. Tlela še trikotnik dol vzameš še sam na šplint, pa se isto not porine. Pojď nazaj ven. Takole. Tlela imamo tele flape, so tudi malo spremenjen. Kakor se vidi, je res širina, ta prava komadina, da to nas leze not, na kakšen meh motorina. Tle imamo ventile, 220 barov je varianta, pa 180 barov. To pomeni, da ima več moč dvigal. Ta ima ta hude gor 220 barske, ko je pa več vrst dvigal. Imaš taj 8,75 m, pa imaš manjše, pa mislim, da tudi še večje. Tle so napalane lajtange nad dvigalom, pri ta večjemu so pa že not napalane po cel lajtunge. Pa tudi, če tle pogledamo, kuj pri dvigalu imamo tale cilinder, nima nobene zaščite, to je pa zato, ki je kontraobrnen in je batanca pri tleh. To se pravi, je skrita, ne rab dodatne zaščite. Imamo tle batno pumpo, ki je na traktor priklopljena, imaš pa varianto pa še, da imaš tle postavljeno, pa da s kardanom povežeš, pa to gon, tle ima stoji še pa gor komande, tiste ročke. Tale izvedba imamo pa not računalnik. Bomo tudi pogledali elektrokomande z računalnikom, varianta pa tudi daljinc. To se pravi, da šplit na okolo vrata, takole dol, pa migaš, zunaj noter kjerkoli, z daljincem. Ruda je gibljiva, tle se takole zatakne, zdaj je za pocest naštelana, da jo kam ne potegne. Zalogovnik za olje pride pod dvigalom, takole noter lepo skrit, hladilnik olja ima tudi. Da to prikolc ni vroče, tle so tiste letve not za švenk, da se poj dvigal vrti. Imaš pa tudi pri teh priklopah varianta uho, K80 priklop bunko. Izbire je veliko, no. To je čisto odvisen po lastnih željah, kako je už ne butov, tako pa imaš. Ti že dolgo nismo nič na mašine špilali. Bomo dala eno zabrenkali, bomo zašpilali gor. No evo, pa še bomo zašpilali, smo fajn ogreti tega. Se pa najbolj, da jo majhne podremo, malo zalaufamo, malo pogledamo še, kako ta zadeva diva, takrat ka diva. Pa dve lajtange ima še v traktor pripete. To je pa samo za rudo, levo, desno gibljivo. Vse ostale komande so pa poj na tistem računalniku not. Takole pa zgleda tale komandan blok. Pa če še prej povem, ta računalnik je za dvigal, tle pa poj še posebej za pogone. To ima tudi poj še prišle duke. Daj pa ta prvo noge dol, da vidimo. Pa težko divam, ker samo z eno roko divam. Takole, da je prikolica stoji fiksirana. Takole, evo, kaj treba odpreti. Bom jaz kolega Jureta malo prepustil, da jim še jaz kam ven posnet. Se že odpira. Dvostopenjski dvigal. Tlele primeš, tale je 150 cm, mislim, da se odpre. Pa imaš pa tudi več, pa manjše. Pa 5-tonski rotator. Ga mi jo to stehne v luft, no. V višave. To sem imel pa štiman poj iz cerkve. To bo kaj turen s tem rihtov, bo zvon zgor prinesel. Halo, seksi banana. Baronjarje se tudi kar rad pohvalijo s komandam. So take res smut, oziroma odzivne, lepo laufajo, pa enakomerno, so med sabo povezane. Da ni tako recimo, da bi šle kleše počas, ta švenk levo desno je hiter, premerjen, umerjen, ako preko, no. Tako da je lepo laufa s prstem. Tlele gor imamo tudi lučko. Evo, takole bo svet, delavna vuč. Tlele so lajtange napalane po cevi gor. Pršenmo več dvigale so pa lajtange napalane kar not v cev. Tlele so tudi pušeno drsniki in čez caj, če se to kaj zlufta, nek se diva, pa fletna sam s telema približaš not, da ne cingla. Dvigal ima tudi serijsko tole zaščito gor našraufano. Tele pa imaš tipke tudi, to je za tisle teleskop. Upam, da se vidi, skaj pa narazen gre. Tole imaš za kleše, skaj pa narazen. Gre pa tudi več naenkrat, da ne to s prstom divaš. Več komand naenkrat brez težav. Sam navaditi se je treba. Če butneš na vneč, a ne?
Takole, če kar nekaj cukaš. Pa kakor češ, toliko pa dodajaš, tako rečen, gasa, komande. Evo, če dam bolj hiter, boš šel hitri. Tudi takole se da na streh divat, da fan vidiš. Takole je zahakljena, za transport, zdaj pa losana, gre levo desno, 2 cilindra sta, tle eden, pa na strani eden. Kako jo probamo, evo, se že premika, da to pa priješ mimo drevja, še v ta drugo stran. Evo, orang se zasuče. Dala pa sam še zložemo odhala hudiče skup, roke, dvigal, pa gremo pa na pogone. Živ! Evo ga, to je to. Pa je bo to hitre narejen. V bistvu ma sam naprej nazaj določaš, a ti pogoni delajo, a boš pri kolcu nazaj ti šel ali naprej, nazaj, s tem pa poju ustavaš te kad češ. Gre pa kakor kaže kaj do 5 na uro s telem Black Bruin pogonem. Pržgen kardan. Evo, pri kolca že gre. Traktor pogana pri kolca dala. Kola zakoplje se vidi. Če pa to naložena, da je to prbije od 2, pa to prijemlje. Če mu pa 4, daj pa na vse 4 pogon. Če pa hotel, da še bolj prijemlje, pa še ketne gor, pa imaš pa že res. Za unijaruh majno. Dele je pri kolca tudi do konca stegneno, kaj pa bomo skrajšal, če ne bi kakšnih dolgih zadev vozil. Rudo je zabužil en konc. Pa to dala tlele, kaj snimava, je še dobro, tle je še dosti lufta, kit je pa res gužva taka, da se kombi vam prplazaš. Dala imamo pa tle en oranž štor. Bomo probali pri kolcu menj, da vidimo, koliko pride tisti tandem, kaj do izraza. Ta tandem je tako narejen, da naj bi te prvo kolo lažje šel čez štor, ker ima dal ročico. Evo ga. Kola gremim. Pa še ta zaden. Evo, še enega. Lažje ga prdzigne, ne vem, koga je razbremeni. Mislim, da je 150 kg, celo 200. Tako da je kar dobra pogruntavšna. Jaz mislim, da smo jo na suh kar malo pokazavano, kako pa kaj izgleda, kako je narejena. Tle imamo pa za primerjavo še eno unijarko, majhen manj izvedbo. To se pravi, ta prva serija za traktorje do 100 konjev recimo, isto dvocevna šasija, majhen špuhnoj, kakor pa pritisle, je pa to 14,5 tonka, 14,5 je skupna teža, nosilnost pa prije tam 10 ton pa pol. Ima tele klasične ročice, ki se dajo prestavljati, 4 pare, zadaj tudi podaljšek, tale ima pa tudi hidravlične zavore, majčkar manj bicikle so gor, dvigal je 7,50 m dolg, pa runi smo komande električne, tisk blok smo not, tlele imaš pa stojiše. Splet na štengo, gor splizaš, tle imaš ročice za komande. Unijar, sam v manjši izvedbi. Tudi če v kakšnega kaj več zanimal glede unijar prikolc, gozdarske prikolce, se nekaj obrne na Euroglobetrade, bom da tukaj kontaktne podatke, pa njim malo napište ali pa jih pokličite, pa jo več povedali. Zakaj so tele ročice, če jih pogledamo recimo, dosti visok narejene, a ne? Ba rekel, bo bolj narejen, če je tako naokrogle, pa imaš več kubikaža not. Ampak to lik fora zato, ker če zapeleš na kakšen štor gor, pa to se tlele to prdzigne. In ti, ko imaš hladne naložene, se ta guma ne zadane v hlod, ampak je še vse glih v zrak. To je pa to. Živ!